Lobik Bravery je novinka med slovenskimi kraft pivovarji. Navdušila je mednarodno javnost in postala najboljša kraft pivovarna v Sloveniji. To nam pomeni neko potrditev tega, da dobro delamo, vse, kaj delamo, se trudimo, da je maksimalno na kvaliteti. Zdaj, teoretično mi bi lahko ful več zaslužili, če bi šli po poti, ko grejo ostale pivovarne, ampak smo se odločili tisti maksimum kvalitete. Začelo se je z idejo. Mladi veslači so si med šolskimi poletnimi počitnicami zadali nove izzive. Od takrat so pridobili mnogo izkušenj in postali. V Sloveniji smo bili tako že za 2016 tretja najboljša slovenska pivovarna, 2017 smo bili druga najboljša slovenska pivovarna, zdaj pa glede na vrednost pivovarne je pač nerealna razlika med prvimi in pač tistimi, ki smo mi. Tako še samo potrjuje to, da delamo dobro, da se trudimo maksimalno. Toda na lovorikah ne želijo zaspati, svoje produkte želijo širiti tudi izven naših meja. Trg v tujini je, mislim, dokaj naklonjen zdaj. Sodelovali smo z eno irsko pivovarno, kjer so bili pač slučajno na počitnicah, tu mislim, so šli skozi Slovenijo poleti, so probali eno pivo, so bili pač ful navdušeni, so nas kontaktirali in so prišli čez 2 meseca zaradi nas dol, smo skuhali skupaj, pa potem poslali, pa smo mi prodali, pa se na Irsko poslalo. Tudi poznavalec butičnih piv Andrej Krštinc je zadovoljen s prodornostjo mladega tima. Po njegovo proizvodnja butičnega piva zahteva znanje in dobro opremo, kar pa po njegovem v Lobiku uspešno združujejo. Fantje v pivovarni Lobik so na obeh področjih zelo presenetili marsikoga in zelo hitro dali vedeti, da pač niso še ena pivovarna, ki se je odprla v Sloveniji, poleg ostalih 60, ki jih trenutno delujejo, ampak da imajo res veliko znanja. Čeprav so stroški veliki, je v Sloveniji več kot 60 mikropivovaren. Med največjimi izzivi panoge štejejo majhno kupno moč, saj so butična piva više kakovosti in temu je primerna seveda tudi cena. Tako da je pač to nekako stvar zavera, da je pač kupna moč v Sloveniji oziroma izven Ljubljane v Sloveniji relativno majhna. V letu 2016 so imeli mikropivovarji v Sloveniji 0,7% tržni delež, kar kaže, da je možnosti za napredek veliko. Potencial tukaj je ogromen in jaz sem prepričan, da to ni muha enodnevnica, ker se navadiš enkrat jesti kvalitetno ali pa nositi kvalitetne obleke ali pa čevlje ali pa piti kvalitetno pivo, pač ne boš šel več nazaj. Slovensko butično pivovarstvo doživlja preporod in kot kažejo napovedi, se to še ne bo prenehalo, ampak se bo širilo še daleč in dolgo naokrog.